koalicija enostavno se odločila, da bo prižgala svoj valjar in zapeljala čez celotno opozicijo. Niti en opozicijski popravek temu zakonu ni bil sprejet, še celo tam, kjer so sami popravljali, pa so imeli identičen predlog kot opozicija, so napisali svoj amandma, da ja ne bi slučajno na kakšni točki dali opoziciji prav, kar jasno kaže na naravo te oblasti. Ta vlada hoče vso oblast zase. Drugo, kar so s tem naredili, je, da v zakonu izpadajo številne skupine. Zdaj samozaposlene so poslali dobesedno na loterijo, kdor slučajno ni zabeležil 25% upada prihodka ta mesec, ne bo upravičen do pomoči. Potem delavci v podjetjih bodo lahko odpuščeni, kljub temu, da so podjetja prejela subvencijo zanje. Dalje, upokojenci so prav tako na neke vrste loteriji, tisti 699 evri bo dobil, krizni dodatek, tisti 701 evrom ga ne bo dobil in tako naprej. To so bile vse stvari, ki smo jih poskušali v Levici, v sodelovanju s celotno opozicijo pripravljati, ampak povsod naleteli na gluha ušesa. Najbolj nesprejemljivo pa je to, kar se je dogajalo na sosednjem odboru 37a člen in pa na koncu obravnave korona zakona, kjer sta bila potaknjena 103. in 104. člen, ki nista imeli absolutno nobene veze z reševanjem ljudi in gospodarstva. Tam je pa jasno, da ta vlada poskuša krizo izkoriščati za svoje ozke politične interese, da poskuša to, da smo v epidemiji, spreminjati v razpoloženje, kot da smo v nekakšni invaziji in nasprotnike njihovih represivnih ukrepov, njihovih poskusov uzurpacije oblasti malo da ne oblatiti z izdajalci, kar smo potem po sejah tudi lahko spremljali. To je absolutno nesprejemljivo.